Črnogorske poroke so res taki glamurozni dogodki in zato, ker se vsakič toliko cajta pripravljam na vse te poroke, ki sem jih do zdaj doživela veliko več kot slovenskih porok, verjeten čisto sam iz tega razloga, ker se pač ful več poročajo kakor v Sloveniji, ali pa ne vem, ima Miloš več prijateljev. V glavnem, ni to poanta te zgodbe. Poanta te zgodbe je, da se vsi ful lepo oblečejo in ful lepo naštimajo in pa se tudi jaz moram ful lepo naštimati in ful lepo obleči. In vedno mi ful pišete na Instagramu, kako si naredila te lase, kako si naredila to frizuro, tako da sem rekla, da vas tokrat popeljem zraven. Ok, ponavadi najprv začnem z lasmi, zato ker vem, da mi bo to ponavadi vzelo med pol ure do 1 uro, odvisno kaj delam. Danes bom sam simple nakodrala in to je to. Uporabljam tale kodralnik, že kar precej star od Remingtona. Interesanten je, da je debel na eni strani in pol tank postane na drugi strani. Dala sem ga na 190 stopinj, kar pomeni, da je preklet vroč in da ga ne smem več tikati. Edino, kar je, jaz imam zdaj že ful dolge lase in včasih ne morem celega pramena okoli naviti, zato ker bi pač rabila daljši kodralnik ali pa pač širši kodralnik, pa da se lahko vse lase gor navije. Tako da je ful boljš za krajše lase, tole je pa že malo kritična dolžina. Ampak bomo delali počas, pa v majhnih pramenih pa bo šlo čez. Ok, v bistvu kaj delam? Dam lase v majhne sekšne. To je ponavadi najdebelej, kakor grem, lahko bi šla še malo tanjši. In potem vedno, v bistvu vse v isto smer vrtim, ampak vedno preč od obraza. Če so takile malo debelejši kakor tale, jih malo dlje zadržim. Zato, da se res lepo zapečejo. In pa, ko jih spuščam, jih lepo malo v roki zadržim, samo tako, da se majčkan pohladijo, preden jih spustim dol, pustim, da se ohladijo. In to je največji ključ dobrih kodrov, če vprašaš mene, da ti pustiš tak tesen koder, da se čist ohladi do konca, preden karkoli drugega z njim delaš naprej. Ali da ga razmučkaš, ali da ga sprejaš, ali da karkoli narediš, počakaj, da se vsi čist pohladijo. In pol dobiš take lepe, definirane kodre in ne pač samo en velik afro look, tako kot se mi je včasih zelo pogosto zgodilo. Prednost teh kodralnikov, ki nimajo one klipsne, je to, da veliko manj obremenjuješ konice z vročino, ker so v bistvu ta zadnje, ki jih gor navijaš. Slabosti so pa v tem, da se ful hitro opečeš, in pa da včasih niso tako lepi in definirani kodri na koncu, zato ker pač čist do konca ga ne moreš zaviti in pa na koncu vedno malo ostane raven. Ampak dobro, to mene ne moti, zato ker mi je vedno bolj všeč, da so malo taki messy. Ok, lase sem si posprejala in potem sem jih narahlo malo za prsti razpletla. To je čisto samo za na začetek, na koncu jih bom še bolj zabetonirala. Kakor lahko vidiš, malo so že razpadali narazen, malo še bojo razpadali narazen, ki jih bom še ne 5krat takole okoli vrgla. Lahko se zgodi, da hitro ratajo lasje en tak velik jumble pač las zmučkanih, ampak s tem, ko smo pustili kodre, da se čisto do konca pohladijo, preden smo karkoli z njimi delali, recimo, da se to malo manj dogaja. To je čisto odvisno pač, koliko so tvoji lasje dovzetni za to. Moji so zelo. Kot lahko vidiš, sem se tudi preoblekla v oblekico, ki jo bom nosila potem, zato da jo ne vlečem čez glavo, ko bom imela polno faco pudra in tudi zato, da vidim, do kje vse moram zapudrati, da ne bom una, a ne? Ideja za make-upom je full glam, temnomoder smokey eye in sicer, da se barva preliva iz te royal blue, katere imam čeveljce, do temne modre, v kateri imam oblekco. To je v bistvu temno modra oblekca, ni črna, čeprav izgleda full temna.
Zdaj pa gremo počasi v make-up, ker verjamem, da ste me že malo siti takole. Tarara, kuhinjske krpe so najboljše za to. Pa še lepo se mi je vse posušilo vmes. Okej, jaz kaj rada naredim je še, da grem s pinceto nad svoje obrvi in jih res dobro in od blizu pogledam, kaj se tam dogaja. Zato ker najslabše je, ko pridemo na lokacijo in mi Miloš reče: "Malo imaš tam obrvi vmes." Tako da, ja, dajmo to prej pregledati, da ne bo pol na soncu, ki je vidno, a ne. Da mi tle dol nekaj smeta. Pravilo številka 1, operi si čopiče prej, preden jih potrebuješ. Ker imam ful tekle rdečih pikic od vseh mogočih raznih ranic mojih, bom najprej uporabila kamuflaž. Okej, zdaj izgledam plekasta kot en zombi. Ne moreš verjeti, ampak na kameri to bolj izgleda kakor v živo, a ne. Pač v živo sem res splekana. In pa bom pa uporabila še onega za Under Eye Circles. To je Tarmen, pravijo. Catrice HD Liquid Coverage imam za vse tiste situacije, ko rabim orang coverage. Ponavadi ga imam vedno, ko snemam. Tako, ni zdaj toliko prijeten, da bi ga nosila cel dan, ampak ko pa rabiš high coverage, pocen puder, to je ta stvar. Imam ga v 0,2, ki mi je malo temen, zdajle za polet bo super. Pozimi mi je ful pretemen, 0,1 mi je pa ful presvetlo, pa bo verjetno pozimi glih prav, tako da, ja. Smočeš Beauty Blender. Beauty Blender in naloadaš ta puder gor. A ne, teče mi. In s pudri je dejansko tako, več časa, ki jim posvetiš sestapkanjem, lepš na koncu vse izgledajo in bolj se vse skupaj spoji. In počasi razmišljam, da sem to luč narobe nastavila, zato imam take smešne ličke. Ampak ja, tapki v nedogled, to še nikoli ne konča, la. Dala bom ful prosojenega pudra pod oči, pa niti ne toliko zaradi tega, da bi zafiksirala puder, ampak bolj zaradi tega, da če mi bo kjerkoli temna senčka padla na veko od spodaj, da bom lahko jaz to hitro stran pobrala. Tale čopič sicer ni najboljši za to, boljše bi bilo, če bi imela kakšen večji fluffy čopič, ampak use what you've got. Bom delala s ful močnimi barvami, bom dala gor tudi barvni primer prej. Modra, tam, ko bo šla modra, pa tale belkasto rozika, tam, ko bo šle bolj svetle barve. Gre se samo za to, da se naredi en tak sticky layer, kamor se ti pol boljš eyeshadowi primejo. Lahko bi šla tudi obrnjeno, pa da si najprej naredim eyeshadow, pa pol dam gor puder, kar mogoče niti ne bi bila toliko neumna ideja v tej situaciji, ampak primer niti slučajno ne rabi biti popoln, čisto okej je, če zdajle izgledam, kot da sem priletela direkt iz 80-ih.
Najprej bom naredila base pa vse okoli, pa pol grem na temne barve, zato ker pač živci. Ena dost neutralna nude barva. Barvo paletke uskladim z barvo čevljev. Imam opcijo to plavo ali pa to, sem ta je malo shiny, ta je tudi shiny. Tapkaš počasi barvo gor, pač počasi moraš iti, ni druge. In zaradi primerja dejansko dobiš ven tako močno barvo. Čisto nič drugega, sam primer. Ok, gremo na naslednjo. Dokler si ne rečeš, v redu je, dobro je, to je to, ok, ne bomo več. In pa pogruntaš, da imaš en uč drugačen kot ta drug uč in moraš pol ta uč popravljati. In pa pogruntaš, da imaš obrvi premalo močne in pa greš obrvi še enkrat risati. Pa si tako ful dobro, kje so mi cheekboni, spet jih nimam. Paletka bi na tla padla, vse se je razsul, pol bomo to brisali. Pa se živci začnejo, takrat začnejo stvari propadati. Fajn je, če zaključiš z očmi do takrat, ko živci začnejo. Samo zato, da ni kakšnih res velikih pizdarij do takrat, ko živci začnejo. Ok, eyeliner in potem imamo samo še umetne trepalnice in neki damo nosnice in smo dan in to je to in ne sekiram. Evo, zdaj samo treba, da se ta eyeliner res dobro posuši. Podamo pa umetne trepalnice gor vmes, lahko damo pa en layer maskare, ki se itak ne bo nič poznal, ampak veš kako pravijo. Če slučajno zajeba s trepalnicami, malo maskare je boljška. Imamo tele trepalnice od trepalnice, glej, ne mene. Od Primarka, ki sem jih že tokrat uporabila, po mojem vsaj ene 3x4, pa se še kar držijo. Tako da, ja, jaz sem ena tistih, ki zelo redko nosim trepalnice in ko jih nosim, potem nosim res poceni trepalnice, ker pač če jih strgam, stran vržem in se ne sekiram za njih. Tako da tele mislim, da imajo točno samo še en obisk poroke v sebi in potem so konc. Mala, pošli se YouTuber, pegla mi košulju. Evo, nema nic. Pravi da se ženim. Neću se ženiti. Neću. Pa htio si ženu YouTuberku, šta ćeš sad? Tako ne šparat, zdaj imam res ne šparat. Vedno pravijo, počakaj, da becomes tacky, ampak jaz nikoli ne vem, kdaj je to tacky. Tako da pač jaz pač počakam, dokler ni, ne vem, par sekund. And then you pray to God. Vedno mi je najbolj kritičen ta kotiček. Če tega dobro naredim, pol vse ostalo briga me, ampak če se mi pa ta odlepla, pol pa
Pa moram nekaj zmešati. Se tudi zgodi, da celo dol potegnem, pa še enkrat dan gor. Japs. Mislim, da je ta odslužila svoje. Ok, drugi par. Never mind. When all else fails, individualne trepalnice so vedno moja rešitev. Zato, ki jih lahko našopam noter toliko, kakor jaz hočem. Kakor jaz hočem, pa taki kot kakor jaz hočem in hitro. Sam biram. Waiting for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts